Tudi če greš čisto počas, ne? Ja. Dobro jutro. Bi mi vsem bolj sedel, če bi zdaj še spal, ampak šta se mora? More se. Zdaj, jaz sem vedel, da grem na Kalvarijo, ne? Sam, ker nisem bil še nikoli tukaj, si nisem znal predstavljati, kako te štenge izgledajo. Zdaj pa... Tudi če greš čisto počas, ne? Ja. A veš, ko pride on trenutek utrujenosti, ki si v bistvu že malo zaspan, bi rad najrajš se vlegel dol v položaj fetusa pa dal mir za kakšno urco, no to. Zdaj gremo pa še ta tretjič gor teč. Bravo. Bravo, stari. You have reached your destination. Tako, za dobro jutro, 3-krat na Kalvarijo, pa še en dober kilometer trimčkanja za iztek. Veš, kje sem pa jaz danes? V mojih koncih. V Lukovci. Nisem v Lukovci, na Brdu sem. Sam sem prišel zato, da imam malo mer, pa da povem, da sem danes dobil en paket, ki niti približno ne vem, kaj je noter, pa ga bom razškatlo čez ene par dni. Pa valjda ne. Naredil bomo sladko kisle za 5. Tisti, ki so vam Audi bliz, ga verjetno že dobro poznate, tisti, ki pa ne veste, ne, njegov predhodnik oziroma prva generacija original je bil na trgu kar 10 let, od 2007 pa do letos. Pa mimogrede, predhodnik si lasti eno tako dost fino premiero, a veš, ledice. Te spredi, dnevne LED luči. To ima zdaj praktično že vsak nov avto, ne? Ampak veš, da je bil pa ta prvi? A5. Drugač pa še par osnovnih, cena za ta avto se začne tam pri slabih 44 jurih, ta avto pa stane 62 pa še nekaj, ampak tukaj piše cena za stranko, tako da nisem ziher. Nisem ziher, da ni ta avto resnično malo dražji, ker dodatne opreme, no in če se vidi, le bom pokazal. Ma kar neki. Ampak je zdaj en tak čist legitimen vprašanje, ne? A je tole v tem trenutku najbolj privlačen Audi? Kaj meni se zdi, da bi skoraj moral biti, ne? Je pa ob tem tudi res, ne? Da vam jaz malo šibko točko za kupeje. Vse po isto po eni strani ni niti malo čuden, ne? Da je ta prva sladka povezana z videzom, ampak prav za njim specifičnim delom tega avta. Jaz ne vem, če se bo dobro videl, ne? Ampak bok je tisti, ki meni najbolj všeč. Saj že nos je hud, ne? Tak zelo oster, predvsem bolj oster, kot je bil prej. Prej je bil bolj tak bulast, nabit, zdaj pa zraven še tak, malo nareza. Sem lega z tega kota, no, pa sem ko zmija. Ampak vse en, ko ga vidim od strani, rečem, lej to linijo, no. Tale linija, ki gre čez cel avto, čez vrata in se zaključi, da je tukaj le spredi pri žarometu. Veš, kako lepo teče? Stari, vroče je pa k prasi. Druga sladka pa ambient in tukaj noter pade vse, kar je pravzaprav povezan s kabino. Kakovost, ergonomija, pa konec koncev tudi videz, pa materiali, pa sestavljenost, vse. In posledično je v kabini, ki je tako doterana, kot v tem avtu, pač toliko bolj prijetno sedeti. Tretja sladka so pa vozne lastnosti, ne. Zdaj tukaj takoj na začetku moram poudariti, da ta avto ni ful športni. Mislim, malo že je, se ima dobro poštiman podvozje, ampak nagiba se razmeroma veliko več, kot bi si jaz recimo želel za tako res športno vožnjo. Njegova prednost je tista, ne, razmeroma hitra vožnja v odličnem udobju. Veš, ko sem se peljal proti Ljubljani, sem šel na Vranskem ven, na Trojanah pa spet nazaj na avtocesto. Vmes je pa en štikelc ceste z razmeroma hitrimi zavoji, pa kar slabo cesto in tam lahko zelo hitro ugotoviš, kakšen značaj ima avto, pa česa je sposoben. In jaz si tako mislil, okej, ful športni nisi, ne, ampak pismo se udobno še s te luknje peljava. In po mojem, če mogo enega Audija zbrati skozi za turo po Evropi, ne bi rekel R8 ali pa TT ali pa kaj tazga, pa A8 tudi ne. Tudi ne vem, če ne preko A5. Četrta sladka je pa motor. V bistvu nisem motor, no, kar cel pogonski sklop. To se pravi motor, pogon, pa menjalnik. Zdaj, kaj jaz folku povem, ne, kjer motor je tukaj noter, so ponovadi ful razočarani. Rečejo, a ja, ni 3.0, a ja, a ni 4, a sem sprednji pogon. Točno tako, 2.0 dizel, sprednji pogon. 100 kW, ki jih premore, je 140, to pomeni 190 konjev, pa tudi povprečno porabo tam, če verjameš potovalcev, je 6.0. Ta povprečje sem jaz nabral po približno jurja kilometrih vožnje, med katero se nisem niti malo obremenjeval, bom varčno vozil ali ne bom varčno vozil, zato je to kar v redu podatek. Drugače pa jaz čisto razumem potrebe, pa želje po večjem motorju, pa po quattro pogonu. Vse mrzdo to rab. Jaz sem pravim, da če bi jaz zbiral ta avto, glede na moje potrebe, pa lepki dosti grunto, ne. Če ne bi zbiral bencinarja, ker se mi drugače pri Audiju ful všeč, in če bi moral zbrati dizla, pa bi vzel 2.0 pa sprednji pogon. Enač ne, kisle. Zdaj ta prva kisla je tako malo nenavadna, ne. Tak kiks si Audi ponavadi ne prvošči, ali pa mogoče to kiks samo v mojih očeh. Tukaj večina avto, ki nekaj dajo na vozno dinamiko, lahko hvala tudi pri Audiju A5 zbiraš različne vozne programe. Če imam avto prižgal, da nam... Paj, zakva piska? Daj mi povej, zakva piskaš? Ne bo to. Kisla bo to, da avto piska za vsak drek. Prižgem avtom... Aha, zdaj pa neho. Pa pojmo pa nazaj. In stikala tega drive selecta sta tukaj spodaj. Pač tak.
imaš torast položaje, ajde za start stop tukaj za izklopiti, ki je ena tipka, ampak da imaš pa drive select, pa dve tipki, ki sta razmeroma majhni. To me malo spominja na Renault, ne? Oni imajo en tak čuden fetiš, da stikalo za vklop ali pa izklop tempomata dajo nekam sem spodaj ali pa sem dol, ne pa nekam blizu volana. Kisla je pa preglednost, vse to pa en stran moraš vzeti v zakup, ne? Ampak pač ta avto je kupe in zato ven niti približno ne vidiš toliko dober, kakor bi v limuzini ali pa karavanu. Sladka je pa povezana še z eno kupejevsko foro, ne? Dostop do samle zadnji je tak, razmeroma štorast, primeren bolj za otroke in enako velja za prostor. O, gospa Iva! Še vedno vsak let bolj zgledate. Ne, to je gospa Iva, lahko šiba. Veš, ona je bila del družbe mojega očeta, ne, in mi je vedno kakšna nova zgodba o njem povedala. Recimo, danes sem zvedel, da ati ni imel nobenega strahu kakšne neumnosti početi, ne, in je rekla, a veš tam pri smrku luneš ta visoke štenge. Sem rekel, ja vem. Pa ti veš, da šel po tistih štengah tvoj oče gor z motorjem, pa dol tudi. Kam še zvedel? Ciril senior, srov si ga, srov. Glavno, kje smo mi zdaj ostali? Pri peti sladki, ne? Zdaj, da nam preveč težil s temi detalji, ne, bom izpostavil sam dva. Prvo je tretja zavorna luč, ki jo zdaj sploh ne vidiš. Zdaj moram pa nekaj na bremzo dati. Recimo tole. Takole recimo. Kaj pa zdaj? Ni dobro, no? Ni skrita kaj na ninja, no? Pa še dobro zgleda. Tole pa ta drug, ne? Pa s tem ne mislim na krom, pa na napis S-Line, pa na sam videz tele zadeve tukaj. Morajo o tem, da so morali Audijevi inženirji fejs dobro premisliti, kako bojo imeli ta detalj tukaj, ampak da se bo zraven tudi hauba lepo odprla. Ampak lahko gre ta mehanizem lepo naprej pa gor. Drugače, če bi takole na prvo žogo pogledal, bi rekel, čakaj, se to sploh, koš pa haubo zaprl brez, ne? Tudi, ko se zapre, se ful lepo vidi. Kaž pa, ti veš, da je Brdo pri Lukovci en najlepših krajev v Sloveniji? Ne samo pestra zgodovina tega kraja, ali pa grad, v katerem je odraščal pa pisal Janko Kersnik, ali pa tisti čudovit parket zraven, da o Barju sploh ne govorim, pa drevored starih platan, za eno so včasih govorili, da se je na njej poznala brazgotina Napoleonove krogle, pa Gabrov drevored, za katerega pravijo, da je najstarejši v Sloveniji. Ja, pa imaš pa tukaj še čebelarski center, pa v teh gozdovih tukaj zadaj smo mi bunkerje delali, pa take fore, a veš? No tako A5, ko pelem nazaj, prevzamem pa en avto, ki je tudi dosti zanimiv, predvsem pa dosti višji. Tegale, X-Traila. Ja, pa če sem pozabil povedati, ne, zakaj sem jaz ta avto vzel na test. Razloga sta dva. Prvi je to, da je imel ta avto, pa čeprav je zunaj že koliko 3 leta, do pred kratkim na voljo samo en motor in to 1,6 litrski dizel. No zdaj letos spomlad, oziroma v začetku leta se je to spremenilo in je kar naenkrat na voljo še 2-litrski dizel in to je točen tisti motor, ki je v tem avtomobilu. Bo pa ful zanimiv videti na tako dobro neposredno ali pa skoraj neposredno primerjavo. Namreč gre za to, da jaz jutro odpotujem na Dunaj, tam se bom prvi dan usedel v prenovljenega Qashqaia, dan zatem pa v popolnoma prenovljenega tegale, X-Traila. Se spomnite vloga 110, hashtag ne zna parkirati? What's going on? Isti križišče, spet nekaj narobe.